Slovenska delegacija v Evropski ljudski stranki je včeraj v sodelovanju z Študijskim centrom za narodno spravo iz Ljubljane v Evropskem parlamentu organizirala mednarodno konferenco s priložnostjo razstavo ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Konference se je udeležilo kar nekaj uglednih predavateljev, politikov, tudi znanstvenikov in pa kot poslušalci domala ves slovenski vrh v Bruslju. Prišli so visoki uradniki, diplomatski zbor, najbolj pa smo bili veseli obiska dijakov iz mariborske prve gimnazije, ki so prav tako tvorno sodelovali v diskusijskem delu te konference. Osrednji govornik na konferenci je bil Lojze Peterle, ki je bil tudi prvi predsednik demokratično izvoljene vlade, ki ga je po zmagi na prvih demokratičnih volitvah oblikovala koalicija Demos. Poleg Peterleta je na konferenci sodeloval tudi nemški poslanec Brok, starosta Evropskega parlamenta, poslanec že od leta 1980 in je poudaril nemški zorni kot prelomnih dogajanj izpred 20 let. Poudaril je pomoč Nemčije in pa Evropske ljudske stranke takrat, ki je sprejemala tudi ustrezne politične resolucije oziroma ustrezne politične akte, ki so dajale osamosvojitvenim in pa demokratizacijskim procesom v srednji in vzhodni Evropi določeno legitimnost in politično podporo, ki je bila takrat izjemno pomembna. Še en tuji gost se je udeležil mednarodne konference, to je bil Laszlo Tökes, škof evangeličanske cerkve v Temišvaru v Romuniji. Gospod Tökes je izjemno pomembna, neka moralna avtoriteta Evropskega parlamenta. Pri njem se je pred 21 leti so se začeli procesi demokratizacije v Romuniji in jaz sem zelo vesel, da se tudi osebno udeležuje tovrstnih prireditev. Med drugim se je udeležil tudi mednarodne konference lani v Ljubljani na podobno temo. Osrednji strokovni prispevek je imel dr. Janko Prunk, ki je po zgodovinski kronološki poti približal dogajanja izpred 20 let. Poudaril je pomen Demosa kot akterja ne samo osamosvojitvenih procesov, ampak tudi procesov demokratizacije. Marta Keršič je predstavila delo Študijskega centra za narodno spravo, na kratko predstavila razstavo, ki so jo na 10 panojih pripravili sodelavci tega centra, in pa vlogo dr. Jožeta Pučnika v teh pomembnih prelomnih političnih procesih. Sam sem poudaril v zaključku konference, da demokratizacija v Sloveniji ni bila izvozni artikel Nemčije, kot radi nekateri poudarijo, ampak je bila dokaj avtentična zadeva. Slovenci smo si sami priborili demokracijo in osamosvojitev v času, ko je Demos postavljal tovrstni program, tudi osamosvojitve, ni bilo v svetu večje politične sile, ki bi podpirala tovrstna prizadevanja Slovenije. Razen, kar se tiče demokratizacije, tukaj pa je bila podpora iz demokratičnega dela sveta takrat zelo velika. Na koncu konference, ki je bila izjemno uspešna, zelo dobro obiskana, tudi medijsko dobro predstavljena, smo si zastavili cilj ali pa izrazil sem željo, da bi drugo leto ob 20-letnici osamosvojitve Republike Slovenije sodelovali vsi slovenski evropski poslanci in pripravili razstavo ter mednarodno konferenco ob tem dogodku.